V Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani si ta teden lahko ogledate razstavo mandal, ki nas vabijo na barvito mavrično potovanje. Svoja dela sta na ogled postavili Vanda Omejc in Gabriela Železnik. Avtorici smo že dobro spoznali v njunih prejšnjih knjigah in pobarvankah z mandalami. Mandala ima vedno simbolni pomen. Poznajo jo različne kulture, povsod pa pomeni povezavo zemlje in neba oziroma sintezo človeškega in božjega principa. Meni pomeni vsaka mandala en mali čudež. Pomaga pri današnjem življenju, kar sodoben človek mora nekako uravnotežiti, ne samo materialni del, temveč tudi duhovni vidik. In ker mandale zajemajo celotno vesolje, predstavljajo celoten kozmos, center je poudarjen in tam je sedež brezpogojne ljubezni oziroma izvora absoluta, ali karkoli že to imenujemo. S tem, ko se koncentriramo na center, preko koncentracije pridemo do meditacije in kasneje do kontemplacije. S tem dvigujemo svojo zavest. Glavni in osnovni namen mandal je predvsem, da se mi notranje umirimo, uravnotežimo in harmoniziramo. Sploh v današnjem času težkega tempa, hitrega načina življenja se moramo notranje umiriti, če želimo, da zmoremo vsa ta dela. In osnovni, glavni namen je ravno ta. In za pogledi v notranjost, v center mandale, nas ti liki začnejo harmonizirati. Tako kot je že leta 1919 ugotovil Jung, da mandale vplivajo na nas kot magnet. To pomeni, mandala, ki te privlači, tisto energijo mi v tistem danem trenutku potrebujemo in tako nas harmonizira. Kaj bi lahko rekli, da vam je ustvarjanje mandal prineslo, spremenilo v vašem življenju, v vašem osebnostnem duhovnem razvoju? Ogromno. Moram reči, da ogromno notranjega miru, razumevanja soljudi, sočustvovanja s človekom. Ogromno. Predvsem to. V mavričnem svetu mandal se v eno povezujejo simboli, barve, oblike, pa tudi zvok. V nekaterih indijskih mandalah namreč vidimo, da so vpisane sanskrtske črke ali pa zlogi, deli molitev, molitveni obrazci in to pomeni, da je mandala nabita tudi z zvokom, ki ga mogoče navaden opazovalec najprej ne zasliši, ampak če se poglobi v mandalo, mogoče mu določena barva ali določena oblika da tudi vtis neke zvočnosti. In ni naključje, da sta Goethe in Schelling zapisala, da je arhitektura okamenela glasba. Kajti tudi te mandale imajo nekaj, kar je na nek način neko arhitekturno obliko, po drugi strani pa spominjajo tudi na organske oblike, kakršne videvamo okrog nas. In če mandalo razumemo kot odsev stvarstva in človeka v njem, smo že na poti vedno novega odkrivanja samega sebe. Ali kot pravita avtorici razstave, mandale so žarki svetlobe, ki nas vodijo nazaj domov.